Mislim, da so to zelo pomembni ukrepi. Mi smo večkrat se v analizah pokazalo, da je v Sloveniji predvsem delo preveč obdavčeno in pogosto so bili ukrepi usmerjeni predvsem tistim, ki zaslužijo najmanj. Tukaj gre pa za ukrepe, v bistvu, ki vsakemu sloju nekaj ponudijo. In tudi obremenitev s prispevki je mogoče še večji problem kot sama dohodnina, ne? In pa seveda obremenitev podjetnikov. Jaz mislim, da so to ukrepe, za katere moraš imeti kot finančni minister nekaj poguma. Težko jih je najbolj vse speljati naenkrat, ampak postopoma pa z nekim dialogom in v nekaj letih se da pa najbolj vse speljati. Ne? In na koncev so to ukrepe, ki so po mojem nujni za gospodarstvo in hkrati pomenijo tudi nek pritisk. Potem, če bi v to smer se vlada odločila, da gre tudi na proračun, v tem smislu je treba potem pa se tudi pri izdatkih biti veliko bolj pozoren kot zdaj. Tako da sem zelo vesel, da se je Nova Slovenija odločila za take predloge kot opozicijska stranka in tudi zato, da sem lahko bil eden od ljudi, ki so pomagali pri teh strokovnih predlogih. Predvsem je pomembno to, da se širi ta meja srednjega razreda pri dohodnini. Zdaj, tista 50% stopnja je bila uvedena takrat, ko sem bil jaz minister, kot začasen ukrep, kot nekaj, kar smo sindikatom ponudili v pogajanjih, zato da smo lahko na nekaterih drugih področjih sprejemali varčevalne ukrepe. Ampak jasno je, da je previsoka, pa zelo malo ljudi zajame, praktično ne priporočil nič zaradi tega, ne. In je v bistvu nepotrebna za ljudi, ki so pa srednji razred, in to so predvsem ljudi z visoko izobrazbo, gospodarstvu, z nekoliko boljšimi delovnimi mesti in pa država ogromno pobere. In to so ljudje, ki imajo priložnosti v tujini, ne? Sploh če so mladi, in oni potem primerjajo. In ko vidijo, da bi za isto plačo v Avstriji recimo odnesli domov bistveno več denarja, potem začnejo resno razmišljati, zakaj se ne bi izselili iz Slovenije. Ne? In se mi zdi, da je zaradi tega ta ukrep zelo pomemben. Enako velja za delodajalce. Ne? Če ti dobrih ljudi ne moreš v redu plačati, zato ker je strošek prevelik zaradi davkov, potem se imaš ves čas nezadovoljne ljudi, ne moreš jih motivirati, odhajajo ti, iščejo službe drugje, zunaj. 15,000 ljudi na leto odide iz Slovenije. In to je eden od ukrepov, ki lahko ne samo finančno skozi neko kalkulacijo, ampak predvsem kot signal, da država te ljudi vidi, da ima nek pozitiven odnos do njih, prispeva k njihovemu optimizmu, pa tudi temu, da bojo skušali kariero graditi doma. Mislim, da sindikati bojo še povedali, tukaj gre za popolnoma nov predlog, ki ga v Sloveniji v bistvu v nekih političnih debatah doslej ni bilo. Večkrat se je govorilo o socialni kapici, se pravi o omejitvi prispevkov zgore. Tudi to je po mojem nujno ukrep in nekaj, kar ima večina evropskih držav. Mislim, da počasi se ta zavest, da je to potrebno širi. Tudi SMC ima to v svojem programu, tudi v koalicijskih pogajanjih je bilo to zelo dobro predstavljeno. In morda bo počasi prišel čas tudi za to. Na drugi strani je pa seveda očitno, da ima kar nekaj držav tudi sisteme, v katerih se od najnižjih dohodkov ne plačuje prispevki. Ne? Ker če imamo pri dohodnini neko splošno olajšavo, ker se reče od prvih 3,000 evrov, ki jih zaslužiš v letu, ni treba dohodnine plačevati. Zakaj bi potem nekdo, ki zasluži tako malo, plačal neke prispevke? In če pogledate, ljudi, ki zaslužijo tako malo, so to glavnem ljudje v teh prekernih poklicih oziroma neka priložnostna dela, potem plačujejo od enega dela prispevke po eni stopnji, drugega dela po drugi stopnji, tretjega dela nič. Ne? Zelo absurden sistem nastal in če bi tukaj postavili neko spodnjo mejo, pa rekli, do neke višine se prispevkov ne plačuje, bi to ljudem dvignili neto dohodke in to najbolj tistim, ki zaslužijo najmanj. In hkrati zelo poenostavlja sistem. Je pa to, kot rečeno, čisto nov predlog, v tem Sloveniji doslej ni bilo razprave in je vprašanje, bomo videli, kako so sindikati odzvali. Ja, to je veliko vprašanje. Ne? Sistem je tako narejen, da se pač plačuje akontacija. Ampak je dejansko problematično, je neka minimalna osnova, ne? Ampak te minimalne osnove so se zelo povečale tudi z pokojninsko zakonodajo in najbrž bilo smiselno, da ta minimalna osnova določena nekje pri minimalni plači in spet seveda z nekim s to mejo. Ne. Zdaj, najbrž človek po neki osnovi mora biti zavarovan. Ne. Je pa seveda pri
podjetniki še ta problem, česar večina ljudi ne ve, ne? Oni plačujejo dvojne prispevke, plačujejo prispevke kot tisti, ki dela, ne? In plačujejo prispevke kot delodajalca. Ne? Se pravi, podjetnik, če je SP, plačujejo v bistvu dvojne prispevke, ne? Iz tistega, kar zaslužijo. Ne? Medtem ko ljudem, ki so v rednih službah, prispevke delodajalcev plačujejo delodajalci. Ne? In ljudje, ki danes govorijo o tem, da podjetniki plačujejo zelo malo prispevkov, se tega v resnici ne zavedajo. Njihovo obremenitev je veliko večja, ali morajo sami ves ta denar zaslužiti. Ne njihovo podjetje, ali pa nekdo, ampak oni sami na trgu. Ne? Tako da je tudi v pokojninski zakonodaji nek pokus za nove podjetnike, pri dohodnini je zdaj ta pavšalna obdavčitev. In zdaj še s tem, ne, da pač od nekih, da se v bistvu ta prispevna stopnja zniža, oziroma neka meja postavi, bi to bila še ena dodatna olajšava, ne, za njih. Zato, ker je v bistvu so mala podjetja predvsem zelo ranljiva. Ne? In tudi tukaj je ta problem, da eno malo podjetje, ki ima recimo 100.000 evrov prometa ali pa milijon, lahko zaradi enega samega poslovnega dogodka se znajde v zelo velikih težavah, ker nima tega možnosti prilagajanja pa rezerv, ki jih ima lahko večje podjetja. In davek od dobička se v resnici reče davek od dohodek podjetja. Ne? In veliko držav v Evropi, ki nimajo enotne stopnje za ta davek, ker je logika podobna kot pri dohodnini. Ne? Če zaslužiš malo, ne? Potem plačuješ nižji davek. Ne? In če imamo to pri dohodnini, potem je logično, da imamo tudi pri malih podjetjih. Tam seveda, kjer gre za podjetje, kjer so neke fizične osebe dejansko lastniki in skozi to delajo neko svojo podjetniško dejavnost, ker je to njihov dohodek. Ne? Oni tega živijo, v bistvu tega dobička, ki ga ustvarjajo, oziroma tega, kar njihovo podjetje zaslužijo. Ne? Seveda, če gre to za neko malo podjetje, ki ga je ustanovilo eno veliko podjetje, kot neko obvod ali karkoli, ali pa kot na svojo poslovno enoto, to je druga stvar. Ampak če gre pa za podjetje v lasti fizičnih oseb, je pa to gotovo smiselno. Razlogov je več, ampak eden od pomembnih razlogov je, da se svet spremenja, ne? Da so tudi ljudje, njihove sposobnosti danes drugačne, kot so bile včasih. Ne? Zdaj, eno je tisto, o čemer se največ govori, ne? Da recimo podjetja svoje zaposlene prezaposlijo neke SP, ne? Ali pa nekomu postavi pogoj, da mora biti SP, da lahko za njih dela. Se pa to recimo neka prisilna, ne? Prekernost ali pa nekaj, v kar te pač brez česar ne dobiš dela. Ne? Je pa seveda ogromno ljudi vedno več, predvsem so to izobraženi ljudje, taki, ki verjamejo v svoje znanja, sposobnosti ali pa podjetniške sposobnosti, ni treba, da so visoko izobraženi, ampak ki verjamejo, da nekaj znajo delati, ki želijo biti v taki obliki, ne? Ki ne želijo vsak dan ob 8 zjutraj priti v službo in biti tam do 6 ali pa do 7, ko jih šef spusti domov, ne? Ampak želijo biti bolj neodvisni. In to so pa te pozitivne oblike prekernih zaposlitev, kjer lahko delaš projektno, delaš tako, kot so priložnosti, si lahko tudi vzameš nekaj odmorov vmes ali pa nekaj časa delaš zelo intenzivno. Ne? Problem teh zaposlitev je, da niso sistemsko urejene, ne? Da v bistvu je v sistem socialne varnosti, pa pokojninska zakonodaja, pa tudi davčna zakonodaja pisana tako, da imajo pisci zakonov vedno pred očmi človeka, ki ima redno službo za 8 ur na dan, tako kot jo imajo tisti, ki zakone pišejo. Ne? Ti ljudje, ne, ki pa imajo te priložnosti za zaposlitve, projektno delo in tudi ki se sami za to odločajo, ker jim je to boljši način življenja, ne, pa niso na enak način vključeni v sisteme socialne varnosti in tle je problema. Ne. Drugače pa jaz mislim, da država pravzaprav ne bi smela imeti preference do tega, kakšne oblike zaposlitve želi. To je stvar odločitev ljudi, ki sklepajo pogodbe o zaposlitvah. Ne? Tako tistih, ki delodajalcev, kot tistih, ki delo opravljajo. Ne? Naloga države je pa, da je vse skupaj primerljivo, pošteno in jasno urejeno. Zdaj, te izjave nisem slišal, ne? Ampak razmišljati na ta način, da ne smemo narediti napake, je narobe. Mi moramo narediti ogromno aktivnih, pozitivnih ukrepov. Ne? Zato, da odpravimo vse tisto, kar so problemi v našem sistemu, birokracija, davčna obremenitev, ki je previsoka, neprijazno okolje za podjetništvo in tako naprej, prevelika državna poraba, prevelika zaposlenost v javnem sektorju. In ko imaš enkrat 3% gospodarsko rast, taki ukrepi sicer niso nujni, so pa veliko bolj možni kot takrat, ko imajo ljudje občutek, da je kriza. Ne?
In tako da jaz mislim, da bi absolutno morali zdaj to izkoristiti za to, da se napove resne spremembe, ker ni silne nuje, se lahko vzame tudi nek čas za razpravo, za pripravo, se pripravi celovito, ne? Ampak to bi morala biti naloga te vlade do konca mandata, sicer nima smisla, da je do konca mandata na položaju. Za gospodarsko rast so največ zaslužni izvozniki, pa pač naložbe v zasebnem sektorju. Zato gospodarsko rast, ki imamo zdaj, pa ugodne razmere v tujini. Zdaj, javni sektor seveda lahko prispeva gospodarske rasti, tako da podpira podjetništvo, je prijazen do njih in tako naprej. In tukaj recimo ena stvar, ogromno stvari, ki ovirajo gospodarstvo, prihaja iz tistih resorjev, ki v imenu nimajo gospodarstva. Ministrstvo za delo, cela pokojninska zakonodaja nova je zelo neprijazna do gospodarstva. Potem imamo okoljsko, prostorsko ministrstvo, kjer je ogromno regulacije. In seveda imamo finančno ta davčni del, kjer gre ne samo za predpise, ampak tudi za njihovo izvajanje, pa za njihovo logičnost, jasnost in tako naprej. Regulacija na trgu dela, to je spet ministrstvo za delo. Imamo ministrstvo za gospodarstvo, ki v bistvu praktično ne ureja ničesar, kar je za gospodarstvo pomembno po svojih pristojnostih, lahko deli neke subvencije, to pa je približno to, kar lahko naredi, pa piše strategije. Pa imamo pa kup drugih ministrstv, ki lahko ogromno naredijo za uverjanje gospodarstva in to počnejo. In če bi to spremenili, da bi odpravili te nepotrebne regulacije, da bi uradnikom dopovedali, da njihova naloga podpirati gospodarstvo, ne pa urejati ali pa nadzirati ali pa kaj takšnega, potem bi tudi gospodarstvo imelo občutek, da država gospodarske rasti nekaj prispeva. Tako da, in če se vrnem k temu vprašanju, meni je logično, da sindikati javnega sektorja zdaj pričakujejo višje plače. Na koncu koncev, ves čas krize so se te plače najprej zadrževale, potem so se celo znižale za nekaj odstotkov. In normalno, zdaj vidijo višjo gospodarsko rast in rečejo, zdaj pa bi počas, da se plače povišajo. Ampak sindikati se bo morali odločiti, a oni želijo v javnem sektorju višje plače, ali želijo enako zaposlenost, ker oboje ne gre. In tisto, kar bi bila po moje ta prava formula, je manjša zaposlenost v javnem sektorju za sigurno 10% in potem plače, ki bi bile višje, ampak bi bile višje na osnovi rezultatov dela prizadevnosti konkretnega uradnika ali pa javnega uslužbenca. In seveda sindikati ne bojo na to pristali zaradi tega, ker tak ukrep bi naredil razliko. Bi naredil razliko med dobrimi v javnem sektorju in slabimi v javnem sektorju. Sindikati želijo imeti pa vse zaposlene v javnem sektorju za svoje člane in zato oni med njimi ne bojo mogli delati razlike. In to je njihov problem. Oni hoče imeti vse javne službence v sindikatu in govoriti v imenu vseh, namesto da bi govorili v imenu tistih, ki so dobri. In tisti, ki so dobri v javnem sektorju in veliko jih je, ki se trudijo, dobro delajo, tudi znajo veliko, oni nimajo nikogar, ki bi jih zastopal. Zato recimo je jasno, da recimo zdravniški sindikat se nikoli s sindikatom učiteljev ne razume, ker zdravniški sindikat pa zastopa tiste najboljše zdravnike recimo, in njihove interese. Tako da, ampak tukaj je to po moje edina pot in zdaj kako znižati zaposlenost. Če so prej govorila o vplivu na gospodarstvo, recimo, če bi samo rekli, da uradnik, ki ne izda odločbe, ki jo mora izdati, pa nekega dejanja v nekem upravnem postopku v roku, ki je predpisan zakonom, je disciplinsko odgovoren, bi tako imeli 10% nižjo zaposlenost, ker so zamude pri odločbah fantastične, pa nihče se ne sekira zaradi tega. In če bi dali eno resno analizo funkcionalno, tako kot se naredi v velikih podjetjih, ko pridejo v krizo, katere funkcije mora država upravljati, koliko ljudi za to rabi, kaj je najboljša organizacija, zato bi zelo hitro ugotovili, da je 10% ljudi gotovo preveč. Ali pa naslednjih 10 pa mogoče dela stvari, ki jih ni treba delati, pa bi lahko delati kaj drugega. In zdaj, ko 3% gospodarska rast in v zasebnem sektorju se počasi začne zaposlovati, je čas, ko lahko ljudje tudi odhajajo iz javnega sektorja. Samo če bo to naraven proces, bo odhaja najboljši, bo odhaja mladi, ki ne vidijo perspektive, ki so slabo plačani v javnem sektorju in bojo naše delo v zasebnem sektorju. Če bo to organiziran proces, se bo pa lahko v javnem sektorju držal tudi nekaj dobrih delavcev.
Jaz mislim, da je dobro včasih prebrati Ustavo Republike Slovenije. Ne? V Ustavi piše, da zakon v Sloveniji sprejema parlament in predlaga jih vlada ali poslanci. Ne? Ali pa ne vem koliko 1000 ljudi na referendumu. Sindikati v Sloveniji ne sprejemajo zakonov. Ne? To se pravi vlada, če misli, da je njena odgovornost narediti nekaj, kar je dobro za Slovenijo, mora to narediti, mora ta zakon predlagati, mora iti v parlament in koalicija ga mora sprejeti. In če bojo sindikati zaradi tega 3 dni razbijali Ljubljano ali pa demonstrirali kulturno, pač bojo, ne? A veste, ne? Sej, če ti misliš že nekaj dobro narediti, ne? Potem si dolžen to narediti, ne? Če ti vse tvoje strokovnost, analize, odgovornost za države povejo, da nekaj treba narediti, potem boš to naredil. Ne glede na to, ali zaradi tega gre 300 000 ljudi na ulice en dan ali pa en teden. Ne? Če si v to prepričan, ne? Pa če imaš nekaj poguma. Ne vem, ne deluje kot človek, ki bi zelo pogosto udaril po mizi. Začel je zelo naivno svojo politično kariero, kar je sicer običajno, ne, za vse novince v politiki. Je pa v zadnjem času naredil par potez, recimo zazel se je zelo jasno za privatizacijo Telekoma, ne, ker ni bilo enostavno v tej koaliciji, v kateri je. Je tudi na koncu podprl ta zakon o vojnih grobiščih, ker tudi ni bilo enostavno v koaliciji, v kateri je. Tako nekaj teh potez je bilo. Ne. Zdaj, a pa on razume, a zna pravilno oceniti, pri katerih stvarih mora udariti po mizi, pri katerih pa ne vem. Ne. Zato, ker to, kar sem omenil, je na koncu bolj stvar političnega instinkta. Ne. Se pravi, politični instinkt je, da ti sprejmeš nek zakon z opozicijo, pa si odpiraš prostor v sredino s tem in gradiš svojo dolgoročno politično pozicijo. Ali pa da recimo se zavzameš za privatizacijo, ker veš, da je itak tujina na to pritiska in tako naprej. Ne? Ampak to so politični instinkti. Ne? Kot pa on dejansko vsebinsko razume, zakaj so reforme potrebne, pa katere, pa koliko je zaradi tega pripravljen dati po mizi, bomo pa videli. Ampak jaz ne bi veliko pričakoval. Žal. Glede na izkušnjo zadnjega leta. Če bo pa to naredil, potem bo pa lahko še zelo uspešen politik. Ja, to seveda, dokler se te ukrepi ne začnejo zelo resno pripraviti, je težko zelo natančno teh učinkih govoriti, ampak nekaj je gotovo racionalnost, se pravi znižanje zaposlenosti v javnem sektorju. O tem so že govorila, potem je absolutno boljši nadzor stroškov. Še vedno se dogaja, jaz sem zadnjič bral, to je mehen primer, ne? Ampak sem bral razpis za ciljne raziskovalne programe. In tam je napisano, koliko denarja sem ministrstvo predvidela za kjer projekt, ki je razpisan. Ne? In imaš projekte, ki zahtevajo zelo veliko, pa je za njih zelo malo denarja, imaš projekte, ki so zelo enostavni, pa je za njih veliko denarja predvideno. Po mojem gre samo za to, koliko ima kdo na postavki, ne? Ki je namenjena za financiranje tega, kakšno ministrstvo. Nihče ni šel čez pa pogledal razmeri, kaj je racionalno, kaj je res pomembno, kaj ni. Ne? Tam se da morda prihraniti 1, 2, 3 milijon, ampak če to narediš pri vsake stvari, ki jo država počne, ne, pa pri javnih naročilih in tako naprej, teh razmerij ni, ne, se pravi nekih primerjav, nekih normativov, nihče tega ne dela, to mora ministrstvo za javno upravo verjetno početi, pa pri javnih naročilih najbrž ministrstvo za finance. Ne. Imaš javna naročila, recimo tista, ki jih boš poznal za raziskave, kjer se lahko enostavna raziskava, ne, zelo drago plača in v drugi strani se zapleteno raziskava pa zelo malo denarja. Zato, ker nihče ne gleda teh razmerij. Ali pa imaš dele javnega sektora, kjer imajo veliko materialnih stroškov, ne, pa zelo razkošno delujejo, pa imaš dele, kjer praktično za papir nimajo več. Ne. In tukaj se da, ne, marsikaj prihraniti, potem je pa treba tudi o tem razmišljati, da se da. Vsi te davčni ukrepi so namenjeni temu, da spodbudijo gospodarsko rast. Ne? Če bi recimo, kaj zdaj mali podjetniki počnejo, recimo, ne? Oni skrbijo za to, da bojo imeli čim manj dobička, da ne bojo plačevali davka. Ne? Če bi davek samo 4% do neke, ne, tako je predlagano, tam do nekega zneska, potem se ti že skoraj ne splača več ukvarjati s tem. Ne? Boš plačal tiste 4%, pa rekel, imam mir pred državo. Ne? In to so učinki, ki jih je zelo težko oceniti. Ne? Pa to, da produktivni ljudje ne bojo več odhajali v tujino, ampak bojo začeli razmišljati, da bi se tukaj zaposlili ali pa neko dejavnost začela. Ne? Ali pa da bo še kdo v Sloveniji investiral. Ne? Zdaj, recesija v smislu padca bruto domačega
razvoj po moje ni za neka realna nevarnost. Mi smo tudi to zadnjo recesijo padali takrat, ko se je zgodilo po svetu. Ne. Je pa bila zaradi naših notranjih slabosti pri nas veliko bolj globja, veliko globja, kot je bila v večini drugih držav, in zaradi tega, ker se nismo prav odzvali, trajale veliko dlje kot marsikje drugje. Ne. In če zdaj ne bomo teh ukrepov naredili, bo to pomenilo, da bomo imeli to okrog 2% gospodarsko rast, ne, ali pa med 1 in 2 odstotkoma, se bomo počasi vlekli, ne izvozniki nas bo vlekli naprej, ampak pa državne investicije in to bo to. Ne. Ampak Slovenija rabi vsaj 4% gospodarsko rast tam nekje, ne, tako kot smo imeli pred krizo v povprečju, če želimo doseči ta cilj, da bomo v doglednem času, ne, recimo 10 let, razviti tako, kot je razvito povprečje Evrope. In to si ljudje v Sloveniji želijo. Ne. Ljudje grejo v Avstrijo in se sprašujejo, zakaj pri nas ne more biti približno tako, kot je v Avstriji, pa v Italiji. Ne. In zato pa potrebujemo tam okrog 4% gospodarsko rast. In to pomeni, da seveda moramo ukrepe usmeriti v tiste, ki spodbujajo rast, ne v tiste, ki spodbujajo socialo, pa razdelitev tistega, česar še nismo ustvarjali. Zdaj, to je njihova ocena v bistvu tudi tržne situacije, ne, pa zanimanja. Ne. Ta sklep, da se Telekom proda, ni bil priklican. Ne. Pač ni prišlo do prodaje, iz različnih razlogov, sprav SDH mandat še vedno ima. Njegova odgovornost je, da zdaj oceni, ali je zdaj primeren trenutek, da spet začne, ali morda najprej naredi neko tržno raziskavo, ne, se pravi, malo ugotovi zanimanje in potem v primeren trenutku sproži nov prodajni postopek. Je pa jasno, da bo to moral narediti. Ne. Zdaj mislim, da SDH pravzaprav relativno dobro pelje te prodajne postopke. Bilo je kar nekaj privatizacij, ki se včasih ne bi zgodile. Nova Kreditna banka Maribor je šla v bistvu v prodajo kljub izjavam ministra, ne, kljub velikemu nasprotovanju, marsikoga v lokalnem okolju, po moje predvsem. Pri Telekomu pa ni šlo. Seveda tudi zaradi političnih izjav in političnih problemov, ne, čeprav pa politika neenotna glede tega, ampak še vseeno. Marsikaj drugega se bo prodalo, Aerodrom tudi, ne, se pravi stvari, ki se včasih nismo znali predstavljati. Ne. Druga stvar, ki pa poleg privatizacije zelo pomembna, je pa to, kar se dogaja predvsem preko slabe banke, pa tudi drugače z tem razdolževanjem, ker dejansko prihajajo novi lastniki v podjetja. Ne. Se v bistvu lastniška struktura gospodarstva zelo spreminja. Ne. In tudi to je pa v bistvu še toliko boljši proces, ker jaz sicer vedno vsega ne razumem, zakaj se kdo za kakšen korak odloči na slabi banke pa kje drugi, ampak če pogledam proces kot celoto, pa pomeni, da se lastniška struktura spreminja, da prihajajo lastniki, ki imajo denar za vlaganje v razvoj podjetja. Ne. In to se dogaja precej daleč od oči medijev, ne, in politike, veliko primerih, ne, veliko dlje kot recimo privatizacija teh velikih podjetij, recimo kot Telekom, to bo vedno v fokusu politike. Ne. Tisto, kar je pa mogoče 10-20% gospodarstva, ne, na slabi banki, tam pa se dogajajo zelo resne spremembe, ki prinaša denar v gospodarstvo, ne, preko teh investitorjev, pa prek možnosti za razvoj drugačnih poslovnih praks. Po moje nič, razen kakšnega večjega računa pa slabših storitev. Nova Ljubljanska banka, Nova banka sta v bistvu še državni. Zato, ker je cela praksa zadnjih 20 let pokazala, da če banka državni lasti, je to pač banka, ki servisira določene interese v družbi. Ne, ne glede na to, kakšni interesi to ni dobro. Ne. To so sicer ponovadi interesi ljudi, ki so tako drugače povezani v neka politično-kapitalska omrežja, s tem pravim. Ampak to pomeni, da ima banka poleg ekonomskih še neke druge cilje. Ne. Zdaj, ne, če je banka poslovni subjekt, potem mora imeti samo poslovne cilje. Ne. In potem se ne more biti državno lastništvo, ker bo država vedno od nje pričakovala še nekaj drugega, razumevanje za neke projekte, financiranje česa nekdo drug ne bi financiral, podaljševanje kreditov, ki jih neka normalna poslovna banka ne bi podaljševala. To je praksa zadnjih 20 let. Ne. In mi v 20 letih nismo pokazali, da znamo državno podjetje ali pa banko upravljati drugače. Jaz mislim, da enostavno ne moramo več čakati, da bomo enkrat imeli vlado, ki bo znala upravljati drugače ali pa hotela upravljati drugače, in zato je privatizacija v bistvu hitrejša, boljša pot do dobrega upravljanja bank.
Če bo pa kakšna od teh bank dobila slabega lastnika, bo pa na trgu začela izgubljati vrednost in bo dobila novega lastnika. In tudi, če bo še na koncu stečaj, to ni nobena tragedija. Imamo 16 bank v Sloveniji. In seveda v gospodarstvu nekatere podjetja raste, druga propade, tudi odvisno predvsem njihovih lastnikov pa menedžerjev. In sej, mrskoga, komu se včasih kupovali hrano, se ni več in isto se lahko dogaja z bankami. Tako da, banke treba prodati, absolutno. Jaz mislim, da en zelo močen razlog so ti interesi, ki so vezani na državno podjetje. Državna podjetja imajo vseeno malo manj kontrole pri tem, kako porabljajo denar, komu dajo pogodbe, svetovalne, gradbene in tako naprej. Tam je vedno veliko denarja. Vsaj v nekaterih infrastrukturnih sektorjih, predvsem infrastrukturnih še vedno, energetiki, telekomunikacijah, v bankah seveda. In seveda je fajn, ljudje, ki ne znajo na trgu biti uspešni, potem razmišljajo, mogoče sem pa lahko uspešen preko nekih povezav, pa dobim tisto, kar morda na trgu ne bi dobil. In ti ljudje potem se znajo infiltrirati k političnim odločevalcem in pomagati z informacijami, se predstavljati kot veliki poznavalci gospodarstva in tako naprej, ne vplivati na te stvari. To je, po moje, o tem je tudi premier Cerar enkrat govoril. Zelo težko je pokazati s prstom, in reči, ti si tak, ker bo vsak rekel, da ni. Zadeve so dostikrat tudi povsem legalne ali pa na neki meji, se pravi ti vplivi. Tako enostavno jih ne moreš tako, da bi zdaj rekel, to je pa zdaj nedovoljen vpliv, da imamo nedovoljen vpliv porezati. Enostavno je treba onemogočiti, da sploh obstajajo in to je privatizacija. Drugi razlogi so v moji ideološki pa politični, ideološki v smislu, da je državna lastnina dobra, da je privatizacija slaba, da mogoče to občutek, da če imaš državno podjetje, lahko na nek način kontroliraš gospodarstvo, če si politika, če jih nimaš, ne moreš. Ampak to je to splošno nezaupanje do ljudi. Tako kot bi nekateri najraje predpisali, kaj morajo ljudje zjutraj jesti za zajtrk, ob kateri uri morajo vstati, zato ker ne verjamejo, da so se ljudje sposobni to sami odločiti. Tako bi tudi imeli podjetje v državni lasti, zato ker ne verjamejo, da bo nek zasebni lastnik znal podjetje upravljati. Zdaj, seveda pa mislijo, da oni ga pa znajo. Zato, ker je v bistvu ta sistem zdravstvenega zavarovanja, ki ga imamo, popolnoma stroškovno neučinkovit. Mislim, če samo pogledate, tam je poslovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje sicer zdaj bilo pozitivno, tudi zato, ker so neki novi prispevki bili uvedeni, pa ker je više rast, pa više zaposlenost, ampak hkrati je tam zelo malo stroškovne kontrole, in pa seveda ves čas se stroški prenašajo na proračun. To zavarovanje včasih krijo ogromno stvari, ki so zdaj nazaj na proračunu in seveda na ljudeh, s tem, ko so se nižale pravice. In zdaj, jaz mislim, da to obvezno zdravstveno zavarovanje je neučinkovito zato, ker je samo en ponudnik. Če bi bilo več, po enakih pravilih, bi te ponudniki lahko potem kontrolirali, kar je zelo pomembno, tiste, ki storitve računajo. A veste, ko imate avto zavarovan, kjerkoli da ga imate, ko ga peljete na servis, bo zavarovalnica skontrolirala, ali vam je servis preveč zaračunal, ker ona ne bo plačala računa, če je prevelik. In če imate vi konkurenco med zavarovalnicami, bojo to delali, ker njim zato, da jim ostane več dohodka. In isto bi lahko bilo pri zdravstvenem, ko greste vi, tudi če greste k javnemu zdravniku, bo zavarovalnica, ki vas je zavarovala, tam kontrolira stroške. In če imate enega kontrolorja, ki je en velik državni sistem, je ta kontrolor neučinkovit. In tega kontrolorja tudi vlada ne kontrolira potem, ker je čist čuden sistem, kako se imenuje tam vodstvo zavoda, in vlada nima nobene neposrednega vpliva na zavod. In če pa več zavarovalnic, bo pa vsaka obrnila na recimo bolnišnico, pa rekla, kaj ste pa tle zaračunali, zakaj pa prvo to toliko stane, porovni bolnišnici nekje druge stane pa manj. In bo s tem prišla racionalnost pa učinkovitost v zdravstveni sistem. To, da bojo nižji stroški, da bo lahko premije potem nižje, pa tisto, kar imate pri avtomobilskem zavarovanju, ki je dober primer tega konkurence pri obveznem zavarovanju, da potem poleg tega, da vas obvezno zavarujo,
Zavarovalnice ponujajo še marsikaj drugega, dodatne popuste, bonuse, ugodnejše kasko zavarovanje, tisto, kjer pa lahko nastopajo konkurenčno. Bo mogoče dopolnilno zavarovanje, potem cenejše ali pa neko drugo zavarovanje, ki mogoče še zraven ponudili. Ne vem, jaz mislim, da je tako je ponavadi malo konfuzno, ampak v bistvu kar stabilna. Nekih velikih zadev ne pričakujemo v naslednjem letu. Delno zaradi tega, ker se gospodarska rast stabilizirala, ljudje sicer še zmeraj imajo občutek, da smo v krizi, predvsem zato, ker je brezposelnost še vedno visoka, ampak vseeno teh pritiskov je manj, tudi pritiskov s tujine ni več za kakšne hude reforme ali pa za kakšne trojke. Tako da je situacija z tega stališča manj napeta. In potem se da lažje v politiki neke dogovore sklepati in tako naprej. Mislim, da je zelo pomembno, kaj se bo zgodilo, kaj bo naredil Cerar. Njemu manjka nekoliko te odločnosti, voditeljske ljudje to pričakujejo. Oni ne pričakujejo od predsednika vlade, da jim bo razlagal svet, pa etiko, pa da razmišlja. To je fajn takrat, ko si analitik ali pa ko nastopaš na volitev, ko si pa v vodstveni poziciji, moš pa to kompetenco vodenja izražati. In koliko jo ima, težko ocenjujem, ker ga poznam samo prek medijev, ampak bi jo pa moral razviti in pokazati. Potem pa seveda, zelo je veliko od tega odvisno, kako se bo Cerar obnašal, ker zdaj tisti čas, ko lahko vlada enostavno razvodeni, se prav se odloči, sej nam ne gre tako slabo in do konca mandata v resnici ne dela nič resnega. In lahko tudi preživi na ta način, če bo gospodarsko stanje približno v redu. Mislim, da ni nobenega resnega pritiska za njih zdaj. Če pa bi se vlada odločila, ali pa Cerar odločil, da pa želi zdaj ta čas, ki ga ima, v bistvu še 3 leta, izkoristiti za neke resne reforme, potem je pa možno marsikaj. Tudi to, da se nekaj naredi, tudi to, da on skozi to rata lahko zelo pomemben politik v Sloveniji potem, ki ne bo več podvržen raznim vplivom drugih, ker se bo na nek način skozi to samosvojil. Je pa se potem možno tudi, da pride do konfliktov, do kakšnih zarot v ozadju, ki pripeljejo do padca vlade. Ne z opozicijske strani, ampak znotraj strani na levici. Znotraj vladne strani, ker če bo on postavil premočen, preveč samostojen, če bo pokazal, da ima voditeljske sposobnosti, da bi lahko neke stvari naredil, ki rečemo temu ozadju levice ne ustrezajo, potem bo pa se njegov mandat resno ogrožil. Ne, jaz sem večkrat povedal, to zelo resno mislim, da enostavno se v politiko ne mislim več vračati, da tudi mislim, da sem zelo veliko skušal narediti za Slovenijo, zdaj koliko sem naredil, ne samo takrat v politiki, tudi prej, še na Umarju in tako naprej. Zdaj, koliko sem res naredil, o tem so gotovo različna mnenja, ampak jaz mislim, da če obstaja nek dolg do države, sem ga jaz gotovo odplačal. Tako da in zdaj pa živim svoje življenje in imam drugačno kariero in to povem vsakmu. In še vedno, ne samo, da me vsake toliko časa kdo pokliče, ki bi se šel neko politiko, pa me sprašuje, bi bil zraven, ampak še celo novinarji, kakšni verjamejo o tem, da nekaj delam in tako naprej. Tako da ne delam nič, ne mislim delati nič političnega v smislu stranke, česa podobnega. Zdaj, Nova Slovenija ima trenutno po moje veliko prostora političnega, ki ga lahko izkoristi. Ima ga z 2 razlogov. En razlog je ta, da je SDS izjemno pasivna. Ona je vsebinsko je zelo pasivna. Jaz ne vem, mislim, vsej nastopajo v parlamentu pa tako naprej, ampak oni se pač ukvarjajo z usodo svojega predsednika, kar razumem, pa s temi sodnimi procesi, ampak vsebinsko, zdaj so sicer šli delati neko vlado v senci, ampak to je še napoved nečesa. Jih pa ni čutiti, pravzaprav zares. In Nova Slovenija je ta prostor izkoristila za te predloge, pa še za kakšne druge vmese, kjer jih smo govorila. Hkrati je pa se tudi tako, da mediji, to je pa jasno, pa tudi ne samo mediji, tudi ljudje imajo pa radi to, če nekdo z opozicije kaže, da je pripravljen sodelovati z vlado. In recimo Nova Slovenija je tega pokazala bistveno več kot recimo neko zavezništvo Alenke Bratušek, od katerega bi to mogoče prej pričakoval, ker so vse
bliže vladi sedijo. Ne? Ampak nekje pa ne. In tako da, tlej ta prostor, ne? Je pa seveda res, da jaz, ko sem tudi pred volitvami z ljudmi pogovarjal, ne? Pa sem me sprašvala, ne, katera stranka pa ima nek od teh, ne, ki so, za katere izgleda, da bi lahko prišli v parlament, ne, da ima dober ekonomski program. Ne. Se zdi, da dober program ima Državljanska lista, ne, ampak je bilo takrat jasno, da ne bo prišla v parlament. In Nova Slovenija je imela dober ekonomski program. Ne. In potem je zelo veliko ljudi rekli, ki so z teh bolj sredinskih liberalnih krogov, ja, ampak oni zagovarjajo krščanske vrednote, pa ne bojo podprli družinske zakonike in tako naprej. In tle mislim, da ima Nova Slovenija problem, če želi širiti, ne, ker ona se po moje lahko širi kot neka resna sredinska stranka, ne, tam nekje, kjer se tudi SMC lahko širi. Ne. Bo pa morala nekako ne opustiti krščanske vrednote, kje pa krščanskih vrednotah je zelo veliko tacka, kar lahko vsak podpiše. Ne. Ampak pri nekaterih družbenih vprašanjih, ne, pa vendarle je mogoče biti nekoliko bolj fleksibilna. Ne. Tako kot na koncu cerkev postaja z nekimi papeževimi izjavami in tam je lahko en del inspiracije tudi za to stranko, kako se do nekih vprašanj opredeljevati. Bolj odprto, bolj fleksibilno, pa morda kdaj tudi znati biti uradno tiho v kakšnih vprašanjih, ne, ki jih počne bolj civilno družbene skupine naprej. Ja, po moje je predvsem to, da doživi še naslednjih 15 let, da nadaljuje ta del, ki ga je začela bolj liberalnega ekonomskega programa, da uspe s kakšnimi svojimi predlogi, ne? In da hkrati mogoče uspe pritegniti širši krog ljudi z neko modernizacijo kakšnih svojih stališč, bolj družbenih vprašanj, ne samo ekonomskih. In da se ukrepi morda tudi z ljudmi, ki so v zadnjem času malo izgubili svoje stranke ali pa se ne najdejo več v drugih. In da bi znala govoriti tiste volivce, ki se imajo za sredinske, ki se imajo za neideološke, pragmatične, predvsem smerjene v gospodarsko vprašanje, ki jih velike ideološke teme ali pa vrednostne teme včasih tudi dobijajo. Ampak se mi pa zdi, da je v tem smislu stranka, ki ima korenine, ki ima neko svojo stabilnost, da dobro rešuje tudi svoje notranje probleme, konflikte, različna mnenja, da ima celo strukturo, ki jo stranka mora imeti, mlade, stare, gospodarstvenike in tako naprej. Ne. In da ja, seveda, če bo stranka, ne, gotovo ne bo čez noč prišla 6 poslancev na 30, kar je seveda bil Cerarjev problem. Ne. On je prišel iz nekoga, ki je hotel na volitvah malo spet, do tega, da je bil kar na lepen deleč najmočnejši. Ne. Nova Slovenija je pa stabilna in ima možnost za organsko rast, ne, tudi ker malo tudi pri podjetjih naraj. In v tem procesu organske rasti bo gotovo tudi bojo v njej ali pa ob njej ljudje, ki bojo sposobni voditi vlado. Ne. Tudi zdaj jih je, a ne, so taki, ki bi bili, ali pa ministrstva. Ne. Tako da gotovo to mene ne skrbi, mene je bilo strah, če bi Nova Slovenija zmagala.